Dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Prva točka v vrsti oblik legalizirane korupcije, ki že dolga desetletja spodnaša naš javni zdravstveni sistem, ga razkraja od znotraj in prevaja v ameriško različico. Saj veste, tisto različico zdravstvenega sistema, ki bolne ljudi potrebne pomoči pušča pred zaprtimi vrati bolnišnic, če niso dovolj bogati. Seveda to ni zdravstvo, ki bi si ga v solidarni viziji slovenske družbe na kakršnikoli način želeli. In zato je potrebno dopolnilno zdravstveno zavarovanje ukiniti brezpogojno, no ifs, no buts. Ukiniti ga je potrebno iz dveh temeljnih razlogov. Prvič zato, ker je neučinkovito. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje organizirajo in zbirajo komercialne zdravstvene zavarovalnice, prgišče le teh. Tekom svojega poslovanja v dobičkih oziroma neupravičeno visokih režijskih stroških zadržijo okoli 50 milijonov evrov sredstev zavarovank in zavarovancev. To je 50 milijonov evrov vplačanega denarja za zdravstveno zavarovanje, ki bi moral najti svojo pot do javnega zdravstvenega sistema. Moral bi najti svojo pot do financiranja dodatnega kadra, dodatnega materiala, dodatnih storitev. Ampak to pot lahko najde samo in izključno, če dopolnilno zdravstveno zavarovanje ločimo od komercialnih zdravstvenih zavarovalnic in ga prenesemo na našo javno zdravstveno blagajno. Saj natančno zato javno zdravstveno blagajno v naši družbi sploh imajo, da zbira naša sredstva in skozi ta sredstva smiselno organizira in financira zdravljenje, kjer kakor ga pacienti v tej državi potrebujemo. Drugi temeljni razlog, zakaj je dopolnilno zdravstveno zavarovanje potrebno odpraviti, pa je manko solidarnosti. Je nepravično. Vsi plačujemo enako položnico, ne glede na višino našega dohodka. Enakih 35 evrov plačujem sam, pa sem na poslanski plači, 35 evrov na nekajkrat višji plači šefa SDH prispeva Žiga Debeljak in enakih 35 evrov plačujejo čistilke v Državnem zboru, ki vzdržujejo našo hišo demokracije. Seveda to ni prav. Prispevki za naše zdravstveno varstvo morajo biti organizirani solidarno. Prispevati zmoramo vsak po svoji ekonomsko-materialni zmožnosti, a na drugi strani se morajo potem ta sredstva uporabiti za to, da nam zagotavljajo zdravstveno oskrbo vsakemu po svojih potrebah.